Čeprav so bili Japonci prvi, ki so pozitivno razburili avtomobilski trg s predstavitvijo srednje velikega križanca, ki bi bil nekakšen golf za moderne čase, so jim bili Nemci tesno zapetani. Pozno leta 2006 so pokazali koncept avtomobila, ki je od takrat postal tako priljubljen med kupci v Evropi, da so jih do danes prodali že več kot pol-tretji milijon, po vsem svetu pa je našel že skoraj 8 milijonov kupcev. To je seveda Volkswagen Tiguan, eden najbolj uspešnih modelov za Volkswagen, ki je od zdaj na voljo že v tretji generaciji. Vse skupaj se je začelo konec leta 2007, ko je Tiguan dobil svojih prvih 6891 kupcev. Verjetno so se kar tresli od razburjenja, ker so imeli zanimiv avto, ki je bil bolj oddaljen od tal in pa hkrati imel veliko prostora za potnike, za prtljago, pa še za tiste čase nekaj naprednih tehnologij, med drugim napravo za pranje žarometov, senzorje za parkiranje spredaj in zadaj, kamero za parkiranje, celo sam je vrtel volan med samodejnim parkiranjem. Seveda je lahko imel tudi štirikolesni pogon 4Motion s klopko Haldex, da se je tudi na lažjih brezpotjih dobro znajdel, odvisno od potreb pa je bilo na voljo od 110 do 211 konjičkov. Na Štajerskem, pravzaprav v Prlekiji, sem našel tole belo prvo generacijo, za katero ne morem verjeti, da je stara že 15 let. Res fantastično izgleda in leta 2009 si bil pravi car, če si imel tak avto. Lastnica Snežana mi je povedala, da ga ima že leto in pol. Snežana, zakaj Tiguan? Ker je lep, ker je prostoren, ker se je fajn peljati z njim. Ja. Tako, imaš vse v bistvu, no, ne? Odlično. Zakaj pa bi recimo še komu drugemu priporočila Tiguan? Fajn je tako za voziti, no. Tudi visoki, višji malo, ne. Mogoče imajo mlajši, rajši, malo športne avta, ne. Tako pa tu pa je bolj fajn se noter sesti, bolj tako tudi bolj udobno, sedeži malo večje, ne, malo širše. Nasploh je avto res tako kompakten, močen, bi rekla, ne. Ni tisto neko fajn izolativen, pa tako, je tako, kako mora biti, no. Pa še dovolj prostora ima tudi za tvoje kužke? Tudi, ja. Koliko jih imaš? 2. Dva? Ja. In to gre kaj, v boks, v prtljažnik? V boksu sta v prtljažniku, ja, ko se peljemo. Tako po pravilih, ko mora biti. Ja, tako. Glede na prodajo modela Tiguan je jasno, da ga imajo kupci radi. Lani je bil recimo 20. najbolje prodajan model v Evropi in v garaže ga je pripeljalo dobrih 141.000 lastnikov. Ampak tisto je bil še drugi, zdaj pa je tukaj že tretji. V tretje je še bolj impozanten. Ne samo zato, ker je zrasel vse smeri, ampak predvsem zaradi izgleda, ki je bolj odločen kot prej. Tiguan tudi v novi generaciji ponuja prostornost za vseh 5 potnikov, v prtljažnik pa je zdaj mogoče pospraviti 37 litrov prtljage več kot prej, skupno 652 litrov. In zdaj boste verjetno rekli, zakaj mi najprej kaže prtljažnik? Ja, zato, ker je to ful pomembno. Zakaj? Tiguan je zdaj izdelan na posodobljeni platformi MQB Evo, kar pomeni, da podpira številne nove varnostne in zabavne tehnologije, v prvi vrsti visoko ločljivostne matrične LED luči iQLite HD. Razvijali so jih skupaj s tistimi, ki jih premore tudi ta veliki Touareg, v obeh lučeh skupaj pa je kar 38.400 multipixel LED diod, ki lepo osvetljujejo cestišče in ne slepijo nasproti vozečih, kar pomeni, da je to bolj varno in za vas, in tudi za ostale, jasno. Meni je še všeč tale LED trak, da je avto še bolj viden, čeprav kolegi v uredništvu pravijo, da se jim to zdi kičasto. Meni pa tak zanimiv izgled, kar se vidi tudi po noči. Tiguan pa zaradi nove oblike zdaj še lepše reže zrak, količnik upora je prej znašal 0,33, zdaj pa 0,28, kar je zelo velik napredek. Znotraj združuje klasiko z digitalnim, zato je lahko tule ogromen multimedijski zaslon s kar 15-palčno diagonalo, se pravi en palec več kot ima moj laptop. Sistem deluje hitro in se vsem tem času, odkar ga vozim, še ni zataknil, je pa res, da so vse skupaj tudi precej poenostavili. Upravljanje s prezračevanjem je zdaj tule spodaj, lahko sicer odprete še dodatne opcije, ampak to ni vedno potrebno. Predvsem pa mi je všeč, da je gumb za notranje kroženje zraka zdaj tule spodaj in je vedno na voljo, ker očitno vedo, da se eni pač pogosto vozimo za avti, ki oddajajo dimne signale. Sploh pa mi je všeč, da lahko stop start ugasnem z enim klikom, ker poleti pri rdeči pač ni fajn, če ti ne dela klima. A ne? Še ena zanimivost.
Tiguan je zdaj na voljo samo še s samodejnim menjalnikom, ki ima novo ročico tule na desni strani ob volanu. Sam volan pa mi je tudi totalno všeč, ker ima klasične gumbe, ki delujejo odlično. No, pa so nas končno poslušali in so odstranili tiste na dotik občutljive površine, ki so bile obupne. Na levo ročico se boste zdaj mogli sicer malo navaditi, ker so zdaj tu združeni tako smerniki kot brisalci, ampak se boste navadili ekstremno hitro. Na sredinski konzoli je zdaj še tale nov vrtljiv gumb, preko katerega lahko upravljate glasnost multimedijskega sistema. Če pa ga pritisnete notri, pa se na tem malem OLED zaslonu izpišejo dodatne funkcije in lahko izberete recimo drug vozni program. Teh funkcij in novosti je še kar nekaj, ampak jih moram dobro preizkusiti, da ne bom nakladal v prazno. Recimo, kako se obnese stari, dobri dizelski motor TDI.